Takole, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, danes je pa čas za enega posebnega gosta, človeka, ki je dolgo let moj dober prijatelj, človeka, ki ga cela Slovenija pozna po tem, da je hotel kot slep človek voziti avtobus in mu žal to ni uspelo, človeka, ki je znan kot slepi komedijant, človeka, ki je znan kot eden izmed boljših prijateljev Tanje Žagar, ki jo je baje tudi edini poleg Mikija videl golo. Človeka, ki je nekoč delal na radiju, človeka, ki je stand-up komik, pesnik, še marsikaj drugega, skratka, z mano je Sebastijan Kamenek. In Sebastijan, predno začneva, predno ti sploh dam besedo, razčistima te tvoje preklete brajde. Ti trdiš, da je ta komad nekaj najboljšega, kar si slišal v zadnjih 100 let, da je to poleg kovada Man in the Mirror, Michaela Jacksona, nekaj najboljšega, kar obstoja. In če zdaj tole ne boš pravilno odgovoril, bomo prenehala s temi intervjujem. Kaj se je zgodilo s tvojim glasbenim okusom? Veš kaj, po vsej poplavi, jaz sem tudi sam besedilopisec, pa ne rečem, da sem ne vem, dober ali kvaliteten ali karkoli. Proti temu odrekel si za Grammy. Ne, mislim, gledamo na to, in te brajde sploh niso tako porazno besedilo napram siru, ki je krava dala mlek in tako naprej. Dobro, kar vse slišimo. So tudi še slabši komadi v naši narodno zabavni sceni, če smo že pri tem. Mislim, meni je Alen Vitasovič že od nekdaj zanimiv, ne vem. Dobro, ker je pač legenda Belog Dugmeta in tudi solist, ampak hočeš reči, da je to dober komad, kaj? Ja, tak zabaven bom rekel. Ti si ga non-stop prepevaš, ne? Ja, štanca taka fajna za sprostiti, bom rekel. Bože mili. No, pa če smo že, Sebastijan, pri besedilih, če s tem mogoče začnemo, ker si ti sam tekstopisec. Kaj bi rekel, glede, ali se jaz motim, na popravi, na to poplavo, po mojem mnenju, zelo slabih besedil, predvsem v slovenski narodno-zabavni glasbi, ker dejansko je zelo malo izvirnosti, gre samo za neke remikse, predelave, ker se glasbeniki niti toliko ne potrudijo, da bi, ne vem, spremenili vsaj naslov ali vsaj malo melodije, gre za neke remake, ampak kar je najbolj fascinantno meni, če ti njega pokritiziraš, on te bo napadal, kot da ima v glavi, da je napisal Beethovnovo 9. simfonijo. Imam prav, da so besedila porazna ali sem bolj prestrog? Imaš do določene meje, sigurno prav, mislim, imaš prav. Zato, ker zadeva je pač taka, vidi se, da že ne vejo več, kaj bi počeli. Poplava ansamblov, kar se tiče narodno-zabavne glasbe, je takšna, da jih dobesedno med seboj, niti jaz, ko sem včasih bil v glasbeni urednik, pa to, jaz jih več ne ločim. Se pravi, če bi te čuješ komad, dejansko misliš, bi ga lahko pripisal komorkoli. Ja, pustimo, da so določeni, ki izstopajo glasovno, kot so Modrijani, ne vem, Mladi Dolenci. No, Modrijani se dejansko še vedno, moram jih pohvaliti, zelo trudijo. Oni še vedno nekako hočejo. Tudi se že vidi, da iščejo neke verzije, bližnjice, do hita. Slišiš? Ampak, zakaj pa ne? Oni kakorkoli že imajo resnično kvaliteto petja. Je pa res v poplavi tega in pol prideta tu dva problema. En problem je ta, da določeni znani tekstopisci pri nas dobesedno štancajo besedila. Drug problem je pa potem, da kako bi rekel, mislim, štancajo besedila, ampak jih ansambli jemljajo zato, ker so pač dobra, Potem pa, ko enkrat je vse prezasičeno, a veš, ti, če boš pisal non-stop besedila, boš tudi verjetno se začel ponavljati, Ker jaz ne dam enega besedila iz rok, ne da bi bil jaz tudi sam vsej približno zadovoljen. Ampak, če te zmotim, zakaj, ko naleti tak band, pa še pa drugo vprašanje istočasno, ko naleti tak band na kritiko, se spomnim recimo, zdaj govoril točno, kdo je to bil, da se ne zamerima komu, ker so pol nezamedljivi, pa te bi bili, ampak hočem reči, ko jim ti rečeš, stari, naredil si z Andrej komad, zakaj on ima v glavi, da to nemogoče?
da je on naredil, tako sem prej rekel, kvaliteto, presežek, on ne more razumeti, da mu je nekdo rekel, da ima slab komad. Po drugi strani pa isto vprašanje, nadaljevanje, komentarji pod YouTube-ovskimi posnetki, bravo, legende, odličen komad, kar tako naprej, najboljši komad na svetu, neverjetno, bravo fantje. Zdaj, kdo je nor? So ljudje izgubili okus, ali so bendi izgubili okus, ali je vse skupaj šlo nekam, kaj ti meniš, no? Glede na to, kar sem se izpostavil. Zdaj pri tem komentiranju je tako, zdaj vprašanje, kdo komentira. Lahko komentira nekdo, ki je njihov prijatelj. Lahko komentira nekdo, ki mu je pač dejansko mu besedilo ni všeč, ampak ko je pijanka, se na ta komad fajn pleše. A veš, ali pa ga pozna kot, ne vem, po kakšni drugi skladbi, ampak zato, ko mu je pač tista skladba všeč, hvali tudi naslednjo in tako naprej. Sam ni to pol v bistvu ne fair, da nekaj hvališ, pa ta band misli, da dela fajn, pa dela naprej drek. Namesto, da bi tavžen ljudi rekli, oprostite, naredili ste za nič komad in bi rekel band, opa, naslednjič moramo narediti nekaj boljšega. Ne pa, da dobijo idejo, da so na stopnji Franceta Prešerna in nadaljujejo ta stil, pa imajo v glavi, da bojo Grammy dobili s tem trekom, ki ga delajo. Ja, glej, to bojo pa vedno, veš, mrzkdo že, sej vidiš, pride na oder, mu je zato za zaploska, da je toliko samozavesten, da sploh misli, da zna pet. Ja, dobro, veš, dobro, to so zdaj drugi. No, ampak, a veš, in ne vem, zakaj so tudi, jaz tudi ne vem, zakaj je pri narodno-zabavni glasbi tudi tako, da jim pošleš besedilo, pa se jim ne zdi vredno niti odgovoriti. No, viš, to je pa bilo moje naslednje vprašanje, tudi ti verjetno jim pošiljaš, a očitno dobre besedilo pišeš. Jaz sem odnehal. Enostavno odnehal, mislim, če me kdo prosi, še vedno naredim kako besedilo, ampak na splošno sem pa nehal zato, ker prvič se mi je že zdelo počasti, jaz smo od tega slepega neznanega vzeli besedilo, zdaj pa hoče 50 €. Aha, to je problem. Ker bi ti mogel njim plačati, da ti vzamejo besedilo po njihovem. Ja, včasih si skoraj tako mislim, no, ampak po drugi strani pa enostavno, veš, ko ti ne odgovarjajo, pa veš, da narediš dobro in ko na drugi strani čuješ na radiju to, kar si ti rekel, da ne govorim, kako je Vesoljc prišel dol, pa ne vem kaj še, a veš, pa se rečem, pa čakaj malo, isto se vprašam kot ti, da jaz tako besedilo, jaz sem sposoben tako neumno besedilo napisati, da se razumeva, ampak jutri bojo prišli z unim jobčem, ki mu rečejo moj, pa bom šel, veš kaj. No, ampak če si zdaj omenil, izpostavil tega Vesoljca, prebrati komentarje na YouTube, genialno, bravo, odlično, legende, kar tako naprej, fenomenalen komad, kaj takšnega še nismo slišali, pa to niso prijatelji, ne more tisoč ljudi biti plačanih prijateljev. Ljudje dejansko imajo v glavi, da je to dober komad. Pa nisem enih 30 takih. Zdaj ne veš, a oni sploh dejansko, se sem rekel, sploh poslušajo besedilo, ali jim je pač ritem všeč in na njega plešejo. Se tudi jaz brajt v celoti ne razumem, kaj hoče povedati, ampak mi je ritmična, mi je prijetna. Pa so pa še slovensko verzijo naredili, še to. Tista je pa malo bolj zgovorna, še pa tebi všeč. Jaz sem se javno oglasil na te brajde, ni skrivnost, da večjega dreka še nisem čul v življenju, tudi slovenska je nuna, pa drugače so Firbci fajn fantje, a veš, pa noter tudi nastopa v videospotu, Firbca je ena moja prijateljica, ki mi je simpatična zelo, ampak glej, to pustimo. No, Sebastian, da ne bomo več o teh besedilih razumela zamerila celi Sloveniji. Skočimo kar takoj direktno na tisto drugo stvar, ko sem je že v uvodu omenil, da si ti želel postati voznik avtobusa in da ti ni ratalo. Kaj je prigoda tega? To je bilo, veš, o čem je enostavno, dejansko je bilo, da sem si jaz kot otrok to želel. Vsak otrok ima svoje želje. No, jaz mislim, In jaz, ko sem dobil takrat iz strani Zavoda za zaposlovanje tisti SMS, sem pač na Facebook objavil, da kdo je šel takrat k Petru Polesu, ker je bila tista oddaja Dan najlepših sanj, nekaj takega. Skratka, in sem rekel, kdo je bil tako prijazen, da mi je omogočil in uresničil željo prek Polesa, da bom vozil avtobus.
ta zgodba je očitno naletela na medijski odziv na Facebooku, ker ko kaj pametnega objavim, tak ne naleti, čeprav bi rad, pa bi si želel. Ko objaviš kako traperijo, takrat ne Ja, mediji. takrat pa, no, v glavnem. Ampak ja, je bilo pa to koristno, ne, jaz sem še vedno hvaležen Tini Hojnik, novinarki iz kanala A, ki je to prva začela, pa potem Mojca Marot iz Slovenskih novic. Skratka, jaz sem hvaležen za to, da se vidi, kaj se dejansko na teh inštitucijah dogaja, ker to ni edini primer. Če te zmotim, ti meni želiš povedati, da oni so, ti si prijavljen pač bil tam, ne? In oni so dejansko vedeli, da si sled, ne? Ker si že leta in leta tam, ne? Ali niso vedeli? Seveda so vedeli. Seveda, se imajo vse ampak a veš, zadeva se avtomatizira, ne? To je ta sodobna digitalizacija. Gospej se je očitno mudil domov. Kaj pa če kakšna nova bila, pa ni vedela, da si tudi? Ne, dolga sreda je bila. Veš, kaj pomeni dolga sreda, ne? Sporočilo je prišlo 15 do 5, kar pomeni, da je gospa mogla še tisto narediti, da je lahko šla domov in je obklukala vse živo, pozabila odklukati invalide in tako naprej. In je ta SMS letel veselo od zidarjev do mene, do še koga. Ja, pa si šel pol voziti testno, saj ta avtobus, da vidiš, Ne, veš kaj, saj fora je bila v tem, ne? Da je pisal dol na konc sporočila, za informacije se oglasite pri svoji svetovalki. Če bi bilo pa direkt, oglasite se na razgovor na Nomago, to ti pa povem, da bi šel skrito kamero. To bi zmagal, to bi bil viralni mega hit. No, pa Sebastian, mogoče v tem uvodu mojem slovitem, ki sem ga prej naredil, se nisi oglasil, torej si se vsem strinjal očitno, kar je prav, ta baje, da si Tanjo Žagar videl golo, mislim, to drži, ali so to govorice, ali kje so to? Ja, jaz sem bil edini moški, poleg Mikija seveda, ampak Miki pol kasnej, jaz sem bil prej kot on, ki je lahko bil v garderobi, tudi ko se je Tanja slačila, oblačila ali preoblačila. Ja, sam hudič je zdaj v tem, ko nisi prepričan, ne moreš zagotovo reči, sumiš lahko, ne? Sumim lahko, si pa, kaj si bolj procentualno, kje smo, da je bila naga pred teboj ali da ne? Jaz sem prepričan, da kdaj je bila, ker se je pač preoblačila. Zato bi bilo vredno videti, ne? Ja, to sigurno. Zato bi bilo vredno videti. Če drugega ne, to bi bilo vredno, ne? Ja, ampak veš, potem mogoče danes ne bi sedela tule, ali pa bi, ker bi se meni vid popravil, pa bo kaj bi zdaj delala. Seveda bi, ne? No, pa če smo že pri tvoji prijateljici Tani, s katero si ti v preteklosti ogromno sodeloval, pa zdaj vem, da je doletela ta nesrečna bolezen, vem, da se zdaj bori ko levinja in sem prepričan, da bo tudi to premagala. Jaz sem tudi prepričan. Pozitivno energijo, si še kaj naveziti z njo, sta prekinila? Ja, ne, mi se še slišimo, sta že bila tudi pri meni enkrat na obisku z Mikijem in takrat je bila glih noseča z drugo hčerko. Čakaj, s tabo? Ne, z Mikijem. Veš kaj, ta prijateljstva nikoli. Res je, da se ne slišimo mogoče več tako pogosto kot se, ker oni imajo svoje življenje, svoje delo in življenje in tako, oni tudi svoje delo. Ampak naše prijateljstvo nikoli ne ugasne, ne. To je nekaj, kar bo večno in vem, da vedno, kadar bi rabo se obrniti na Mikija, vem, da bo vedno z veseljem. Super. Drugače pa Sebastian, če se malo nazaj zavrtima najprej na tvojo medijsko pot, vem, da ti si ves čas nekako bil prisoten v medijih, tudi radijsko oddajo si imel. Dej malo povej, kako si do tega prišel, pa vem, da si začel nastopati kot stand-up komik, radijski voditelj in tako naprej. Ja, takrat se je začelo, pravzaprav prvi moj tak javni nastop v medijih je bil enkrat na Radio Celje, Simono Brglez v nočnem programu, kjer mi je ona omogočila, tudi da sem ti takrat je bil še ta snop, takrat mi je omogočila, da sem z njo odvodil snop do konca. Takrat je pokojni Šrot, direktor Radia Celje, prišel ob 3 zjutraj in mislim, da je bil takrat tehnik Mitja Umnik mlajši, ki je rekel, veš kaj, se je že velikrat takole zvečer prišel pogledati, kaj delamo, ampak da bi pa ob 3 zjutraj prišel gledati, kdo je v studiu, da je tak naval telefonov, to pa še ne. To je bila ena taka pozitivna izkušnja. Potem sem imel en intervju za Radio Goldi, takrat sem se jaz prvič začel srečevati z mikrofonom. Goldija ni več, ne? Ne, teh radijev ni več. Radio Bakla tega tudi ni več? Ja, potem sem pa postal menedžer Slepega potnika, skupine Slepi potnik. To so bili najstniki, ki so tudi z Rock'em bandom naredili tisti duet Ljubezen na prvi dotik.
No, in takrat sem jaz tudi na te bližnje radije šel se meniti za intervjuje. In ker je bila bakla dokaj blizu mene, sem slučajno naletel takrat na direktorico Tino Steblovnik in sem pač ji povedal za to skupino, pa da bi jih rad pripeljal na intervju, pa če bi možno, da jih kdaj zavrtijo. Skratka, in se začnemo pogovarjati, no, in takrat sem jaz je rekla, da nima nikogar, ki bi se bolj ukvarjal z narodno zabavno glasbo. Meni ta glasba ni bila tuja in sem začel oddajati Poj harmonika z menoj. To je potem preraslo v nedeljske popoldneve, pa potem je bila kadrovska stiska, pa sem začel voditi, potem sem začel pripravljati intervjuje glasbene, s pomočjo, ti jo dobro poznaš, Kali. Naša prijateljica. Ja, naša prijateljica. Se mi je pol odprl tudi malo širši svet, da se mi je uresničila želja, prišel je k meni na Radio Bakla Jasmin Stavros, pokojni. In to je bilo takrat za tak mali radio, kot veš, ne, je bil to boom, ne. Potem je prišla skupina Luna, ne, in vem, da so takrat bili na Fantasyju strašno jezni, ker so oni prej k meni prišli kot k njim. No, takrat je bilo tudi zanimivo, da sem dobil prvi poljub pred mikrofonom od pevke Lune. Bravo. Ki je bila by the way zelo lepo dekle. No, Če nisi slučajno vedel, jaz povem. No, drugače pa zelo zanimivo, no, ker glih oboja v spomine pokojni Stavros, kako so se midva sprijateljila. On je prišel takrat zelo, on je bil, ne bom rekel vzvišen, ampak znal je delovati zelo zvezdniški. Bil je zvezda, bodimo iskreni. Ja, bil je zvezda, zvezda. in res se je tudi tako obnašal. Ne? In potem greva noter v studio in začneva midva intervju. In jaz ga sprašujem vse, ne, ker Stavrosa sem pa od malih nog poslušal. Si obvladal. Ja, in sem ga obvladal in on in cvet gleda, pa se začne komad vrteti vmes med intervjujem, ne. Pa on meni, pa odkot, kje imaš kak listek, ne? Je rekel, toliko podatkov imaš o meni, da kje imaš kak listek, ne? Sem rekel, nimam. Pa kako nimaš? Sem rekel, pa ne vidim. Pa stvarno ti ne vidiš? Ne vidim, ne? In ki je on zvedel, da jaz ne vidim in da vem toliko o njem, njemu je tisto, vsa tista zvezdniškost je šla takole čez vrata ven. In je postal človek. Mi je dal roko, me objel. In tudi potem, ko so zbirali za prvi moj računalnik, zbrajo vrstico, ker so bile dobrodelne bakline iskrice, je prišel iz Splita za 2 pesmi. Za 2 pesmi se je pripeljal v Vinsko goro iz Splita, jih odpel in šel nazaj domov. In takrat sem bil jaz njegovo menedžerko, Rajko Meše takratno, se poznaš? Ja, sem bil zmenjen, da mu damo potne stroške, to, ko bi bilo danes približno 150 evrov. Ne? In jaz mu prinesem, to je bilo $30,000, takrat so bili še tolarji, mu prinesem v kuverti, Jasmin reče, ajde, živijo, videti, čemo se, pa Jasmin, počak, što je? Pa jaz tole vzem, ne? Pa što s normalam budalo, neću ništa od tebe, se nasmejal, se obrnil in šel. In potem, ko sem šel čez nekaj časa v Golovc, kjer sta imela skupni koncert še z enim mojim velikim prijateljem, Draženom Zečičem. Ki ga želiš na špici v celem? Ja, ki ga želim, ampak ja, tako. To mi je res največja želja. No, takrat je Jasmin sam prišel do mene, tam v tisti množici in se pogovarjal in skratka ohranila sva in tudi sem mu prek Rajke poslal pozdrave, ko je bil najtežji bolan in jaz srčno upam, da je te pozdrave dobil, da se me je spomnil, ker mi je bilo blazno hudo, ko sem zvedel za njegovo smrt, ker ne vem, kar nekaj mojih glasbenih prijateljev je že ušlo, takih velikih, Dominik Trobentar iz Hazarda. No, to je tudi ena zanimiva anekdota. Dominikova žena Petra je mene prosila, da naredim pogrebni govor. In jaz sem ta pogrebni govor naredil in ga hotel prebrati v Brajci. In
9 zjutraj, na Žalah imajo nemogoče ure za pogrebe. Ja, okay. 9 zjutraj. To, če jaz gledajo, to morajo spremeniti. Od 12 naprej. 9 zjutraj, minus 15 stopinj, en dan pred en dan pred Silvestrom, nekaj takega je bilo, minus 15 in meni so zamrznali prsti. Sem si mislil, kako še. In brajeve pike, meni je že bilo tako hudo, ker zaradi prijateljem potem, in meni se je naredil v glavi tak totalen blackout. Jaz sem sposoben, da več bil govor povedati na pamet. Ampak, ko se je meni to zgodilo, pa še tista žalost ob izgubi, jaz nisem mogel več in sreči je takratna partnerka pol pristopila in prebrala. Ker so take anekdote. No, da pa ne govorim, da nikoli, za vsakim je hudo, ampak nikoli pa ne bom zares prebolel Brendijeve smrti. A je bil tudi tvoj kolega, ne? Brendi je bil pa resnično moj prijatelj. Kadar sem ga rabil, je vskočil. Dobrodelne prireditve, ki sem jih delal, si jih je vedno rad udeleževal. Je prišel v Celje, sem rekel, imaš cajt za pijačo? Ma je rekel, sem že 2 sestanka prestavil prej tebe. In tako naprej. In tudi on me je tako o slepoti, čist direkt vprašal. Rekel, ste kar vprašal. In že takrat sva prišla do izhodišča, da neumnih vprašanj ni, neumni so samo odgovori. Ali pa neumen je tisti, ki ne vpraša. Ti pa sin ve, da sta bila v očetom prijatelja, si na vezi? Tudi z Dejanom sva prijatelja. Zdaj se sicer bolj malo slišva. Dejan je zaseden, 24 ur na dan. Ja, sva pa prijatelja, in tudi z njim že imava zanimivo zgodbo. Namreč on je tudi nastopal v Stanju Žagar na koncertih, ki sem jih jaz vodil, in je nekoč izgubil denarnico. In to denarnico mu je našel slepi Sebastian. In ko je čez 2 dni potem izpit izgubil, sem rekel, kaj misliš, da te bom vozil tudi naokrog? Bravo. To so taki lepi doživljaji, ki jih ne pozabim. Mislim, ti si, se pravi, ogromno te slovenske scene si tako ali drugače spoznal in zaradi tega svojega karakterja, pozitivne energije, humorja tvojega izrazitega, so te dejansko te znani ljudje potem sprijeli, imeli radi, ki so v končni fazi tudi ugotovili, da jih ne rabiš, da bi jih izkoriščal, da bi se za njih prelepo, da bi nekaj od njih rabil, ampak da enostavno si njihov iskren prijatelj, če pa kdaj rabiš kakšno glasbeno zadevo, kakšen koncert, pa normalno, da pokličeš tiste, ki jih poznaš. To je pa čista logika. No, recimo, zdaj sem izredno hvaležen, da mi je bilo danes poznati Andreja Šifrerja. To je pa nova zgodba, zdaj, ko si organiziral v Narodnem domu. Andrej v prvi vrsti, ne na odru, ampak že prej? Izven odra zgleda malo mogoče nedostopen. Ne vklop se takoj, ampak ko pa vidi, da si ti do njega iskren, da, kako si ti rekel, da se mu ne želiš prilepiti ali karkoli, ko te enkrat sprejme v svoj krog, je pa to en tako topo in krasen človek. No in zanimiva je tudi ta zgodba, kako so se midva začela spoznavati. Namreč jaz sem imel eno prijateljico, ki je imela zelo bolnega sina, edinca, ki je žal že pokojni, in ona ga je veliko vozila po bolnicah, tudi v Ljubljani. In tam je bila ena punca, že tudi pokojna, ki je bila pa največja fenica Andreja Šifrerja. Ona je imela baje vse, jaz je nisem poznal, ampak po pripovedovanju te prijateljice, ona je imela vse njegove postre, vse izrezke iz časopisov, skratka, ni da ni. No, in ena od medicinskih sester je pač prišla do Andreja in ga prosila, da povedala, kakšna je zgodba to. In Andrej je pričel hoditi to punco obiskovati, enkrat jo obiskal in potem jo je redno obiskoval. In ona mu je vedno rekla, Andrej, jaz vsak večer molim, da se ti ne bi kaj zgodilo. No? In ko je ta punca pač zaradi bolezni srca prezgodaj odšla, je Andrej napisal eno lepo pesem za Tadejo. Jaz te pesmi nisem poznal, moram priznati, ampak sem jo potem enkrat slišal na Radiu Ognjišče in takrat sem rekel, da bom vse zbrskal na internetu, samo da najdem Andrejev kontakt. In sem najdel njegov mail in sem mu napisal pismo, daljše, in v njem je tudi
pisalo nekako v tem smislu: Andrej, če ne bi ničesar napisal v tej svoji karieri, samo to pesem, bi že naredil vse in največ. V tem stilu. No in potem jaz enkrat poslušam radio in je Andrej na intervjuju pri Janku Petrovcu in ga ta vpraša, koliko ste pa vi, Andrej, dobili pohval pa kritik čez svojo kariero. Je rekel, ogromno, ampak take pohvale, ki mi jo je dal nek slepi Sebastian, še pa nisem dobil. No in takrat sem jaz čist po enih drugih kanalih, ker Andrej mi takrat je samo odpisal, da se zahvaljuje za lepo pisanje in tako, in to je bilo to, ne. In takrat sem pa jaz videl, da se je pa njega veliko bolj dotaknilo to pisanje in potem sem ga enkrat prosil za intervju za ta svoj zvočni časopis. Skratka, od takrat sva prijatelja, se rada srečava, jaz zelo rad poslušam njegovo glasbo. Vesel sem bil, ko je bil objavljen ta koncert Nič proti večnosti, 70 let Nič proti večnosti, ker nisem mogel biti na tem koncertu. Skratka, Andrej, če boš tole gledal, hvala ti, da sem prišel v tvoj krog prijateljev. Drugače pa pri tem Radio Bakla, ko smo bila prej, tudi jaz sem bil gost, ne, se spomnim. Ja, tudi ti midva sva se na tak način pravzaprav spoznala. Kaj želim povedati, da si ti tudi dejansko en delček uspeha moje kariere gre tebi, ne? Ker takrat sem jaz se ukvarjal z glasbo, ne, med drugim, ne, in sem pač promoviral to svojo muziko po raznih radijih in ti si takrat z velikim veseljem to sprejel, me gostil, ne. Jaz sem bil celo dvakrat ali trikrat pri tebi, ko to se točno ne spomnim. No, hočem reči, da si tudi ti bil eden izmed tistih, ki so dali meni takrat kot novincu na tej sceni možnost, da sem prišel recimo za gosta, tako da to je tudi lepo. Jaz sem bil tudi prvi, recimo, ki sem gostil ansambel Spev, recimo, takrat, ne. So tudi pri nas dejansko, dobro, res, da so bili domačini Šmartnega v Paki, ampak prvi intervju je bil pri tebi. Je bil pri meni. Ti, kaj pa tvoja stand-up karijera? Kak je pa s tem? Recimo, kaj mora človek imeti, da postane odrski šaljive, če rečem, ne? Pa kakšna je razlika, da ti zgolj par vicov poveš, ali pa da prav narediš en tak stand-up večer, kot zdaj vidiš te komiki, ko delajo. Kaj si ti bolj, vicmaher? Ali bi lahko rekel, da si prav stand-up komik, ki je sposoben, ne vem, polurni program pripraviti? Ne, veš kaj sem jaz? Jaz v bistvu, jaz sem bolj vicmaher. Vicmaher, ne? Meni to bolj leži. Nisem, pa ne, da ne bi bil tako duhovit, ampak jaz sem mogoče kdaj boljši v tistem situacijskem humorju, recimo, ko nanese debata na to, ne? Ampak včasih je ta šala čist, recimo, teb, ki bi poslušal druge mize, v gostilni, ne, bi se ti zdela brez veze, ne. Mi pa, ko vemo, iz česa je išla, recimo, interni krog prijateljev, ne, se pa izredno zabavamo, ne. Tako da jaz občudujem te stand-up komike, ne, da se grejo to, da to zmorejo, da najdejo tokenih idej, ne. Čeprav verjetno so zdaj že spet pri tem, da če to počneš, ne vem, 100-krat. Težko je skozi nov material dodajati. Veš, ker tudi recimo, ne, včasih kdo reče za vice, ne, nov vic, star vic, jaz pravim, novih vicov ni. Vse je neka predelava, vse je, ne, pač nekoč je bilo na Tita, danes je na Janšo, nekoč je bilo na Dolanca, danes je na Kučana. Skratka, ne, je pa res, da se zamenja, ne, vsak, veš, vic je kot ljudsko izročilo, ne. Kot ljudska pesem. Ena in ista pesem pa ima v eni vasi 5 kitic več, ko pa, ne, to je pa isto pri vicih, ne. Imaš kak aktualen vic zelo v rokavu? No, meni je všeč ta na račun slepih, ne, zadnje cajte, bom dva povedal, no, en je malo bolj masten, en pa ni, no. V glavnem, ampak oba sta pa na račun slepih, je zelo zanimiv. V glavnem, mornar pride k kapitanu na ladji in reče, slepega potnika imamo na ladji. Kaj se pa gre? Čez krov z njim. In ga vržejo čez krov in potem pride mornar spet do njega in reče, kapitan, kaj naj pa s psom pa s palco? To je eden, drugi je pa tudi tak simpatičen, ko se dve prostitutki po naključju skupaj tuširata, ne?
In ena reče drugi, pa poglej, kako si zanemarja, na kaj se pa greš, ne, kaj pa ti, daj se mal pazi, ne. Je rekla, ko pa je? Je rekla, poglej, se imaš čisto mozoljevo rit, ne. Je rekla, ne, to je cenik za slepe. No, pa če smo že zdaj pri tej slepoti, ne, mogoče v tem zadnjem delu, predno bomo še eno gostjo presenečenja, bomo povabila zraven, ampak potem malo kasneje, ne. Ko smo že pri tej slepoti, recimo, da te vprašam, ne, se po vseh teh letih, recimo, ko si slep, si se že privadil tega, ali si še kar jezen, da ne vidiš? Ne, pa bi recimo še kar rekel, pa zakaj? Pa takrat bi enkrat videl isto, kot Gartnerja, kako izgleda, če res tako lep, ko punce pravijo. Rad bi videl tega pa unga, rad bi pogledal kak film, ne bi ga sam poslušal, ali si se že privadil na to, pa dejansko si se sprijaznil 100%, pa ne sanjaš več, da nekoč pa mogoče videl. Veš, o čem je for? Ja, mislim, sprijazni se do te mere, da s tem lahko živiš, pa greš naprej, ne. Res je, da tudi nimam več sanj, pa želja, kaj bi rad počel, pa to, če bi videl, pa tako naprej. Te zmoti, če na hitro, dejstvo je, da ne morajo te popraviti, da bi lahko videl. Ne, to je dejstvo, ja. No, mogoče je to, veš. Veš kaj, ne, ampak mogoče mi je bilo veliko bolj hudo, recimo to, da sem še pred parimi leti nekaj videl, nekaj malega obrise in to, zdaj pa tega, ne vem, to je težko opisati, ampak recimo, ne, jaz sem se vedno veselil tega čarobnega decembra, božičnega časa, ampak ne tistega, ki se začne 28. novembra s prižigom luč, ampak to recimo doma, ki smo postavili jaslice, smrečko, to, in jaz sem te lučke videl, nisem videl detajle jaslice, pa to, ne. In pa si še zmeraj rečem, kako je bilo to, pa se pa zavem, pa vse tega ne boš letos videl za božič, ne. Mislim, to je šok, ali pa recimo, ko sem bil z prejšnjo partnerko na morju in jaz sem vedno videl sonce, kako je odsev ta, ko pravijo, je utonilo v morje, ne. Ali pa recimo na bližnjem obzorju obrise ladij, ne. Sem to še videl, ne. Potem prejem pa takrat na morje, ne vem, to je bilo 2019 recimo, ko nisem videl nič več, preš na morje in stojiš ob obali in nimaš ne občutka več, koliko daleč si od morja, a boš not padel ali ne boš, in to, in meni je bilo to izredno grozno. In to, da ne vidim več tistega pogleda, recimo to mi je bilo res tisto. Pa zakaj se je pa to zgodilo, recimo, da ti je pobralo še ta zadnji... Zdaj so ugotovili, da je to neko odmiranje mrežnice. Jaz sumim, da se je po prometni nesreči, ki sem jo imel na Razlagovi, da se je takrat... To je bilo par let nazaj. Ja, to je bilo zdaj pa ne vem, 2015 ali 2016. Ko si avtobus vozil. Ne, ko me je ena gospa naložila z avtom in je rekla, nisem vas videla in jaz ne povem, da tudi jaz ne. In takrat misliš, da se ti je to pol dokončno? Ja, jaz smatram, da je tisto malo psiha, verjetno malo udarec, pa to, da je pospešil to odmiranje. Ne morem pa tega dokazati in niti nočem tega trditi. Sam pa sumim, ker sem takrat pričel pa potem tisto naglo opažati, da zginja. Ti, kaj pa, ko si se rodil, ko si bil mali, si videl? Ali si že kot dojenček nisi videl? Ali ti sega spomin? Ti sega spomin toliko daleč nazaj, da bi lahko videl, ali si videl? Ne, mislim, jaz rodil sem se čisto normalno. Se pravi, si videl, ko si se rodil? Dogajalo, kaj je potem mama z mano prve mesece počela, ker jaz sem v zelo zanemarjenem stanju prišel k svoji rejnici. V 7 mesecih jaz nisem imel niti kože po genitalijah od neprevijanja in tako naprej. Shodil šele pred 2 letih, skratka, a je to kaj vplivalo, a je to, ko me je na soncu puščala po cele dneve, pa zvečer pod luč dala, pa rekla, če v luč gleda, lažje zaspi. Zdaj, ne. Kaj je bilo, na vsak način, ob rojstnem listu ni nobenih podatkov, da bi bilo karkoli narobe. Pa si to mamo, jaz sem si kdaj srečal, da bi vprašal to? Ja ne, ona trdi, da me je imela lepo, da je dobro skrbela za mene. Ona še živa zdaj? Ja, ona je še živa, nočem imeti nobenih stikov. Ampak nisi jo kdaj direktno vprašal? Ne. Nisi? Zato, ker ni bilo od pogreba mojega očeta, ko sem bil star 11 let. Oče me je imel namreč zelo rad. Tam gor še čaka njegova slika,
škoda, ker je nisem pripravil, da bi jo pokazala, kako me kot 2-letnega drži v naročju s torto. Mogoče pa rekla tele naši gosti presenečenja, da bo šla po njo, pa je bo prinesla. Ja. Se pravi, ampak mogoče je pa vsem škoda, ne, da z mamo, tudi če se ne marata, da nisi se pa enkrat dol usedel, pa bi direktno rekel, zdaj pa takle, zdaj me pa zanima, kaj je bilo takrat, pa sem jaz videl, da bi, mislim, če bi te zanimalo, mene bi. Ne, mislim, da nočem imeti nobenih stikov z njo, niti ona ni, bi rekel, v stanju, takem, da bi se kaj dal z njo pogovarjati. Nimam nobene želje, a veš, zame je ta mama, moja krušna mama, kateri sem posvetil tudi pesem, ko sva govorila o besedilih, recimo Navihani muzikanti, krušna mama, zelo lepo besedilo, zelo lepa melodija, pa se na radijih zelo žal premalo vrti. Vesel sem, da jo vrtijo na Radiu Ognjišče, ki ga naša mama tudi rada posluša in ga tudi sam rad poslušam zaradi kvalitete govora, pa ker ni več vse tako komercialno, kot so drugi radiji, kot sam veš, en lastnik 100 radijev. Skratka, ni važno, ampak tam se zavrti in jaz vem, kak dragocen občutek je to, ko ona recimo enkrat me je klicala 7:30 zjutraj, rekla, veš, sem se zbudila, prižgala radio, pa slišala svojo pesem in je jokala v telefon. To je, ona je meni dala življenje, brez nje mene tule ne bi več bilo. Skratka, in ona je moja mama in jaz nočem nič drugače. Ona mi je dejansko podarila novo življenje. Sebastijan, kaj pa recimo slepi zdaj v Sloveniji? Imate to, kar bi morali imeti? Ali tukaj treba še ogromno narediti? Pa kaj je tisto, kaj je najbolj treba narediti? Najbolj je treba zagotoviti slepim eno socialno varnost. Te trenutno ni. Jaz se zdaj s pomočjo donatorjev borim, da si pridobim denar za svojo službo. Vsak evro, ki ga imam v službi, ker sem zaposlen pri Združenju prijateljev slepih, kjer delamo projekte za slepe. Če dovoliš, lahko povem samo ta 2 letošnja. Čez en teden bo išel strip o Beli palici. Potem bomo izdali pesniško zbirko pesnika Vlada Skaleta, Celjana. Skratka, potem pa ozaveščam učence o slepoti po šolah. Ob čarobnem decembru igram za slepe otroke Božička. Skratka, delamo veliko na ozaveščanju, naše društvo res dela, čeprav smo majhno, ampak se moram za vsak evro posebej, da dobim čez mesec dni plačo, boriti, prositi donatorje, tako da jaz bom izkoristil tole priliko, pa prosil, če bi kdo želel pomagati tem našim projektom, bom izredno hvaležen. Skratka, manjka nam neke socialne varnosti, manjka nam možnost zaposlovanja, da bi delodajalci dali enkrat dopovedati, da tudi če si slep, lahko počneš marsikaj. Problem je tisti predsodek, kot strah, pa to ne. Recimo, jaz imam prijatelja, ki ima že 11 let računovodski servis. Pa nima veliko strank, samo zato, ker vsak, ki sliši, ima račun, kako bo meni slep finance rihtal. Niti ni nekdo, da bi pa od privatnikov prišel k njemu, pa rekel, poglejte, mene pa tole zanima, a ve se vi to obvladate, ali ono tretje. Skratka, vse izvira iz nekih predsodkov. Najbolj, kar si želim pa ljudeh, ko si me prej vprašal, si se ti sprijaznil s slepoto pa to. Ja, jaz sem se z njo sprijaznil, da lahko delam, pa z njo živim. Problem je pa, ker se ljudje ne sprijaznijo s tem, ker te ne jemljajo sebe enakega. Oni mislijo, da če ti ne vidiš, ja, če pa jaz ne bi videl, ne bi mogel nič. Čak malo. Ne moreš ti zdaj čez sebe gledati mene. Ti poglej moje uspehe, pozanimaj se o mojem delu, o mojih sposobnostih in mi daj priložnost. In isto je to, ko sva govorila in za besedila, ali pa za vodenje koncertov določenih glasbenikov. Mrzlo me je poznal. Ampak priložnost mi je dal pa samo Miki in samo Miki je 100% verjel vame. Sebastijan, mogoče je čas, da midva
povabiva tu zdaj sem, namreč ti imaš neko noviteto v svojem življenju. Ja. Govori se, da si grozljivo zaljubljen. Da si grozljivo zaljubljen in mogoče je čas, da midva zdaj povabima tu zraven mene tvojo novo ljubezen. Spet sem pozabil njeno ime, Alenka je. Ja. Alenka, izvoli, pridi, izvoli. Ker tule bliži mene, upam, da smo vzeli vsi noter v kameri, tako gremo skupaj. Zdaj, prvo vprašanje je mogoče, ti nje ne vidiš, Ne. Kaj si jo z rokami začel spoznavati? Ne, jaz sem... Kako si jo spoznal, da je prava? No? Midva sta se začela spoznavati pravzaprav na kavi, čisto slučajno, čisto na ključe. In potem beseda da besedo, všeč mi je bil njen glas, njen način izgovorjave, bila mi je prijetna, rada se je nasmejala, je rekla, že dolgo se nisem tako nasmejala, kot zdajle. Skratka, to pa nekako povleče. Ne? Ja, ampak ti si meni razlagal, ko si gostoval tudi na mojih oddajah raznih, da slepi morate z rokami spoznavati ljudi. Ja, sem to šele lahko pol, ko ti dovoli. Ne? Ja, pa kot je dovolila, mislim, ko si jo prijel, si bil zadovoljen s tem, kar tipaš. Ne? Ja. Si bil. Ja. Kaj si najprej zatipal? Kaj si najprej zatipal? Česa se najprej dotakneš pri ženski, da jo spoznaš? No? Ja, najprej si roke vedno dotakneš. Dobro, to tisti, ki vidimo, naredimo. Ne? Ja, zatipal sem hrbet, zadnjico. To si zatipal? Ja. Potem obraz tudi, lase. Ja. Pač. Pa še kaj druga? Ne? Ja. Alenka, upam, da ste sliši, verjetno se te predvideva, ker smo prej testerali. Kaj pa ti, recimo, ti si vedela, da je on slep, Ja. da te ne bo nikoli dejansko videl. Ja. In če bolj sem za vsak slučaj. Ampak si se sprijaznala s tem, da ne bo nikoli čisto točno zvedel, kako izgledaš. Ali je to v bistvu plus, da lahko si kdaj ne našminkana, skuštrana, pa mu rečeš, da si se ful lepo uredila, pa on ima v glavi, da si bila pravka pri frizerju, pa v resnici ni bila. Kak je s tem? Čist ne rad. Ja. Kak je s tem, Alenka? To je tako, povem tako je, ne? Ja. Čutek je lep, sprejela sem ga takega, ko je. Rada ga imam. Pa kaj ti je bilo pri njemu najbolj, na glas govor, kaj ti je bilo pri njemu najbolj všeč? Najbolj njegova čustva. Ja. Ko pokaže. Ja, tisto izraža čustva. To, kar moški ponovadi ne. Ja, to kar ne, to sem skozi iskala na življenju. Ti je že kako pesem napisal? Ne, ni še. Kaj čakaš? Kaj čakaš? Čak, mora biti presenečen. Presenečene, ja. Ti, no, pa če smo mal, če gremo mal v te prepovedane teme, da se tega malo dotaknemo, verjetno malo nerodno, ampak nima veze, ko se lotita teh stvari, se pravi teh intimnih stvari, ti prej, ko si recimo imela moške, ki so videli, je kaj drugače zdaj? Ja, čustveno bolj povezano. Se pravi, pa je še spolno zaradi tega boljša. Ja. Kaj pa ko on ne vidi, je to problem? Da ne ve, kaj mora ali ne. Da ti hodi svečo pod kavter. Mislim, čaki, ne? Ja. Boljše je, ko čuti, ne? Aha, bravo. Bolj pokaže to. Aha. To pa nekateri, ko vidijo, pa ni to tako, bi moglo biti. Ja. Kaj pa, ko si recimo drugim povedala, ne vem, da imaš pa zdaj fanta, ki je slep? To si povedala drugim ali nisi to povedala? Sem povedala svojim staršem. Ja. In so ga zelo lepo sprejeli. Ni bilo to, da bi delali kakšne probleme s tem? Ne. Kaj pa prijateljice recimo? Prijateljice, še prav sem izgubila prijateljico zaradi tega, ne? Ker je bila hinavska. Aha, zaradi njega ali kaj? Tudi do Aha. Ja. In zdaj trenutno sem brez prijateljic. Aha, da si bolj na njega vezana. In kako dolgo to zdaj traja se vsem? Mesec pa pol. Pa kaj, imaš kakšne resne plane z njo, ali boš zamenjal zdaj? Ne, boš resne plane imaš. Če bo tole, kot je zdaj, ja, seveda. Bravo. Jaz nikoli ne grem v neko vezo na pol, ali pa samo zaradi avanture. Tako da jaz upam, da nam uspe, ker je že časa. Težko je biti sam, težko je
Ni luštno, ko si za praznike sam, ko bi rad komu kaj eno pesem povedal. poje za Božič bom sam. Ja, Ni recimo. fajn, ne, ja, Ne, ni fajn, ampak ja. no, čeprav pride vse sorte v življenju, ampak mislim, da bova midva toliko trdna, da bova znala prebroditi vse križe in težave. Čuj, veš, kaj je tista slika, ko je prej razlagal? Lagaš po njo? Ja. No, pet po njo, pa nazaj pri. Kaj je? Sebastian, to mi še povej, no. Ko si najdeš žensko, recimo, ne, je ta tvoja slepota vedno problem? Ja, večina. Vedno. Večina Kaj, je bila ker pač, problem. ampak Ponekod so bili starši problemi, ki se niso sprijaznili. Kaj tem recimo puncam jim je problem, da jih nikoli ne boš videl, ali to, da si pač slep in imaš ta handicap? Ne, oni imajo to predsodek, da bo pa mogla vse namesto mene narediti. Aha, se pravi, da bo dejansko tvoja... Po moje, no, Aha. v glavnem, sploh nimajo, a veš, eno je to, ta predsodek, potem je strah, ja, kako bom jaz s tem človekom, a ne se mu nam znala pomagati. Potem tretjo je tisto, da se jim smiliš preveč, skratka en kup teh predsodkov. Se pravi, naša družba se sestoji iz predsodkov in Pa to je starši so največji tudi rekel, da so problem. tudi problem. Ja, starši pa velikrat, a ne, se mi je tudi zgodilo, ja, da se je punca sprijaznila z mojo slepoto, pa se starši niso. Glede, da smo dobili to sliko, ker tvoj atlas gleda kot Otto Pestner, ne? Ali pa kot porno igralec Ron Jeremy, ne? Če so še bolj iskreni, ne? Tako da dajmo to, malo se to zdaj vidi, ne? Se pravi, tu si ti, kaj, praznoval si Drugi rojstni dan in ata te malo, ti imaš očala, Ja. ampak kaj si pol videl, če si imel očala, gor, pa si Saj sem ti rekel, malo obrise pa to. Ampak jaz sem imel očala bolj zato, ker meni so oči izredno nemirno letele sem in tja in zato sem jih nacentrirali videti. Pa oče si rekel, da je umrl, ne? Oče je umrl, ko sem bil star 11 let in to si se mi rekel, zdi ja. starejši, kot sem bolj ga pogrešal. Se ga vsak dan spomnim, ne vsako leto, ampak vsak dan dejansko. Sebastian, takle ne, v bistvu je, pridi ti še malo bližje, Alenka, je za spoštovati ne, dejansko življenje, ti ni bilo glih, niti bilo poslano z rožico, ne, niti prizanašalo življenje, ne, ampak si kljub temu nekako dokazal ne, drugim, kar je najbolj pomembno tudi samemu sebi, ne, da si borec, ne, da te dejansko te stvari, ti bi lahko bi bil le depresiven, lahko bi samomor delo, lahko bi, ne vem, se toliko zaprl v sebe, da ne bi šel med ljudi, da bi ti šlo vse na živce, verjetno imaš kakšne takšne momente na trenutke slabe volje, pa to, kar imamo vsi ljudi, ne, ampak si pa dokaz, ne, da se kljub temu, da se ti vse to zgodi v življenju in to, da se da vseeno ohraniti pozitivo, dobro voljo in mogoče na svet, no, za gledalce, ki imajo načeloma poslano življenje z rožicami, pa jim gre vse na živce, pa nič ni v redu, pa tarnajo, pa jokajo, pa imajo oba starša, pa imajo denar, pa imajo službo, pa še vse so ful nesrečni. Ne. Po drugi strani imaš pa ljudi, ki pa nič od tega nimajo, so pa dobre volje, pa so pozitivni, pa so fajterji. Kaj je fora tega, kaj je recept, no, Sebastian, da se ti ne zmeša, da nisi pogorel vsem tem, kar si je zgodilo? Ne vem, ampak a veš, ko jaz gledam, ne vem, bolne ljudi, invalidne otroke, invalidne tudi odrasle, ki se ne more sporazumevati, ki ne more dojemati, pa še kljub temu ima veselje na obrazu, pa smeh, pa to, pa si rečeš, lej, se pravzaprav imaš vse, ne, pač nimaš vida, imaš pa nešteto drugih sposobnosti, imaš ljudi okrog sebe, ki te imajo radi, kaj češ lepšega, ne? Veš, mene najbolj jezi pri teh ljudeh, kot si rekel, ne? Midva oba dosti spremljava družabna omrežja, a je tako? Včasih prebereš gor kako zgodbo, ne vem, ali pa misel, ali pa ne vem, enega bolnega človeka, ki je ozdravel, ali pa karkoli takega ganljivega, ne? In takrat narod ves v solzah in to, ko se obrne izza računalnika ali pa izza telefona dvigne glavo, kakor hočete, že pozabi na to, kaj je prebral. Ni več te ganljivosti, ni več te srčnosti in ta virtualna solzavost mi gre izredno na živce. In nažalost, jaz sem že tolikim ljudem rekel, zakaj znate nekaj ceniti šele takrat, ko nimate.
To je klasika. Ja. Ne? In ko se bojo ljudje dejansko, ko bojo, vse sploh ni problem, da ljudje hodijo na družabno omrežje, pa da so veliki na telefonu. Ampak ko bi nekaj prebrali, pa potem to nesli s sabo, pa potem, ko reče, jo, s temle se pa strinjam, pa tudi to živeli, pa tudi tako delali. Problem je samo v tem, da ni neke resne želje poglobiti se vase, dati priložnost sebi, dati priložnost drugim ljudem, samo tega enostavno v tej divji komercializaciji in divjanju ni. Lej, recimo, če čisto pogledamo tak plastičen primer. Vsak dan poslušamo, s to aplikacijo je neka stvar toliko pa toliko cenej. In seveda narod, tudi jaz, ne rečem, da ne, ker moram gledati na vsak evro, greš tja, ki je cenej in kupiš tisto, kar je cenej in tako naprej. Ampak ravno danes sem se vprašal, a pa se mi zavedamo, da če bi se ena trgovska veriga najdla, ki bi pa s tem nehala, pa dejansko dala realne cene. To se pravi, če danes lahko je neko meso piščančje cenej za 30%, to se pravi, da bi bilo to skozi. Skratka, ko se bo najdla ena trgovska veriga, ki ne bo svinjsko dvigovala marže, pa navila cene, da bo potem iz tistih navitih cen naredila 30% cenej, da bo ljudi privabila, se bo ta veriga najdla, pa ko bo ljudje pogruntali, kakšen vsakdanji nateg so vsi ti katalogi, pa vsi te reklame. Ko se bojo ljudje tega začeli zavedati, pa takih osnovnih stvari, pa ko se bojo začeli zavedati, da tisto, kar preberejo, ja, se strinjam, pa ko se bojo začeli zavedati, da bolj kot se kregajo levi pa desni, pa to, da bolj strežejo sam tistim politikom, ki hočejo na vrh priditi, sami pa nimajo nič od tega, ker pride do primerov, ko se zaradi politike skregate že dva brata, ali pa oče pa sin, ali pa ne vem, skratka, kam smo prišli? Sej jaz imam svoje poglede, pa mi določene politične stranke niso všeč, pa sem tudi politično aktiven, pa sem v stranki. Ampak ne bom se pa jaz nekom zaradi tega, ker je pač on drugačnega prepričanja, pa skregal. Pač ti misliš tako, jaz ti lahko postrežem s svojimi argumenti, zakaj jaz mislim tako, in to je to. In to je spoštovanje in to je komunikacija. Vse ostalo, kar gre čez rob, kar danes beremo po omrežjih, je totalna bedarija. Poglej, v kolikih različnih stvareh imava midva različno mnenje. Ker, ali je glasba, ali je karkoli. Imamo marsikdaj različno mnenje. Če brajte všeč, meni pa ne. Ja, no, recimo, pa so spet. Da bote prosim. Ampak v glavnem, se spoštujeva in vedno sodelujeva, ti me vedno vključiš v vsak svoj projekt, zato sem ti jaz hvaležen. Jaz, kot si rekel, sem pač po svojih močeh te pomagal in tako naprej. Skratka, in to je to. Midva lahko imava 100-krat različno mnenje, pa se po Facebooku 100-krat skregava, ampak midva se v tisti temi ne strinjamo, na splošno se pa spoštujeva. Drži. Sebastian, predno bomo še malo posneli tvojega prijatelja Šarka. Daj mi še to povej, kak filme gledaš? To mi povej, kak slep človek gleda filme? Recimo, ko z Alenko skupaj gledate film, da ti ona razlaga, kaj se dogaja, ali ko si sam gledal, recimo, kako imata to? Mi imamo enega slepega Boruta iz Ljutomera. Ker ti si ljubitelj filmov, velik ljubitelj filmov. On je večji, on hodi po vseh festivalih in ga tudi za kritike sprašujejo režiserji. On je odličen. Jaz sem bolj ta ljubitelj slovenskih filmov, pa balkanskih filmov. Izredno rad berem tvoje recenzije. Hvala lepa. So mi zelo zanimive. Tudi kjer film mogoče pogledam zaradi tvoje recenzije, ta slovenski pa to. Ne spuščam se pa v tuje filme, ampak še vedno pa pravim tisto, kar sva že nekoč imela midva.
Mene moti izredno pri slovenskem filmu, da nekdo reče, usedel se bom, potem je pa 10 kadrov še vmes, preden se usede in muzika. Ti samo poslušaš. Skratka, poslušaš film. ja. Ne, in če zgubim nit, ali pa recimo tele nadaljevanke, ne. To se tako hitro, 2 stavka, pa se prizor zamenja, pa to. Jaz, mogoče drugi slepi lahko, ampak jaz osebno ne sledim, kdo je kdo, mogoče tudi za tega, ker ne gledam čist iz od prvega dela serije naprej, ne, ampak dejansko se zgubim. No. Kaj ste že gledali, kak film skupaj, Alenka? Zdaj, trenutno ne še. Ne, kaj čakate? Ja, uno serijo smo gledala par delov. To ste gledali. No pa kak je gledati z njim, ko ne vidi? Ja, smejimo se. Smejite se? Ja, pa me kje opiše, pa kje vprašam. Kaj porniče gledate? Nismo še. Kaj čakate? Ja, ne vem. Ne veš, ok. Ti, Sebastian, no zdaj pa predno bomo ostali pa šli do Šarka. Veš, kam je fascinantno pri slepih ljudeh? Ja. Ampak takšni, ki so res slepi ogromno časa. Ne? Ja. Ti imaš kaj v glavi memoriran vsak detalj poti, po kateri stopaš in hodiš, da se ne zabiješ, da greš čez zeleno luč, da ne stopiš v luknjo, da veš, kje je ta ulica, kje je una ulica. Pa recimo, da greš pa v neko drugo mesto, tam se pa verjetno popolnoma zgubiš. Ne? Ali pa doma moraš tudi točno vedeti natančno, kje imaš kaj. Ja. Kak je to? Pa še se zaletiš. Še vedno. Ampak kaj se ti drugi čuti, se ti recimo no zdaj nam nočem tebe primerjati s psom mojim. Če smem to, no. Ja. Jod je bil kuža moj, ki je oslepel. Ja. Ne? Ja. Pa pri pseh je tudi vid, zmotno mislijo ljudje, da je pri pseh samo sluh pa von, tudi vid je izjemno pomemben. On je oslepel in rabo en mesec je bil popolnoma zmeden. Ne? Po mesecu dni ti nisi verjel, da je ta kuža slep. On je lužo preskočil. Ja. Ja. Zdaj pri ljudeh enako, da drugi čuti, tok ven pridejo, da se ti ne zabiješ, da točno veš, kje je, da tule zdaj bi rekel, evo, od Sebastiana, od tvojega doma, zdaj pa pejdi na občino. Lej, to je zdaj odvisno, koliko se kjer mu razvija orientacija. Ne? Ja. To je prva stvar, koliko imaš ti močno orientacijo. Drugo, ti občutki so tako, zdaj eni imajo to bolj razvito, drugi manj. Je pa res, da ljudje zmotno razmišljajo, da če ne vidi, se ti pa drugi čuti izostrijo. Noben čut se ne izostri avtomatsko. Ti moraš čute razvijati. Zato je tudi recimo pri tipu tak problem, ne? Če je otrok slep, bo izredno dobro tipal. Če oslepi starejši, se pravi, ne, bo to izjemno težko, ker bo imel dosti izrabljene prstne blazinice od raznih del, poškodb in td. Ne. Zato se tudi recimo odrasli oslepeli veliko težje naučijo branja Brajeve pisave, kot pa otroci, ne. Zaradi slabo razvitega vida oziroma tipa oziroma poškodovanih prstnih blazinic. Ne. Skratka, noben občutek, a ne. No pa znaš od tu do občine zdaj prijeti? Ne, peš ne. Ne. Če bi natreniral, bi pa znal. Pa nisi še natreniral v vseh teh letih? Ne. Zakaj ne? Pa zato, ker ne rabim na občino hoditi. Ja, mislim pa, da bi mogel nekam iti, no? Kak greš, te pes vodi ali kak? Ja, lej, pes moj ni zato, da bo on mene vodil, da bi imel GPS v glavi. Ja. Pes je zato, da mene izogne ovir. Jaz moram se pot sam naučiti. Aha. Je pa res, da sem pač tiste poti, ki jih več uporabljam, tule recimo po Novi vasi, da pridem do pošte, do lekarne. To pa znaš zelo iti. To sva pa trenirala z inštruktorjem. Pa zdaj bi bil sposoben tule vstati pa iti v lekarno. Ja, to pa znaš. To pa ja. Okay. Seveda, ampak te stvari drugače pa greš na avtobus, pa pol tam. Pa do avtobusa tudi znaš iti sam, pa gor stopiti. Ja, tist tudi. Ja. Ok, če ne boš pa ti pomagala malo, ne? Ja. Da on tebe vodi bolj. Se spoznaš na celje? Kakor kdaj. Sebastian, dragi moj, mogoče ob koncu tvoj zadnji stavek, predno na Šarka skočimo, kaj bi sporočil gledalcem, ki recimo se slepih ljudi še vedno bojijo? Da se končno iznebite predsodkov, da mi nismo nič drugačni od vas. V svojem bistvu smo samo ljudje. In da to, če vidimo, še ne pomeni, da smo nebogljeni, da smo otroci. Marsikaj drugače počnemo, na drugačen način. Morda naredimo kaj bolj počas kot vi.
Skratka, ampak v bistvu smo še vedno ljudje, znamo razmišljati, smo vse splošno razgledani, izobraženi, imamo delovne navade, imamo sposobnosti in zavedajte se, da nažalost v tem norem tempu življenja ste lahko že jutri na isti strani, kot sem danes jaz. Šark, zdaj, dame in gospodje, ves čas je tule, ne? In tudi, ko on mene videl, nima on kaj očitno pride, če mu ti ne rečeš. No pa da zdaj, da vidimo zdaj ta čudež. Šarki, pridi. Je pridi. Aha. Je pridi. Je ljubica moja. Šark, pridi sem. Pridi. Je zdravo, Šarki, zdravo. Sedi, lepotek. Se pravi, v bistvu, on ne bo reagiral, dokler mu ti ne boš rekel. Naj ne bi, ker... Ker sem še parkrat bil pred tebi, pa res nikoli ni tja, tudi ko sem ga klical, ni prišel. Ne, zato ker je to tako, vidva greva, ne vem, nekam v eno restauracijo in veš, kaj bi bilo, od vsake mize, kjer mu všeč in bi ga klical in veš, kako bi to bilo, če bi on odreagiral. Tako da ga to striktno, sicer je kdaj kdo jezen na mene, pa zakaj ne pustiš, da ne pride k meni, pritihnem. Aha. Drugače pa Sebastijan Šark je tudi zelo dober prijatelj Boruta Pahorja, ne? Predsednika našega nekdanjega, ne? Kako je pa prišlo do tega prijateljstva? Veš, kaj je bilo? Mi smo imeli eno, v bistvu je bila 200-letnica Zveze slepih in on je naredil sprejem, jaz sem tam nastopal na tistem sprejemu in seveda je bil Šark z mano in sta se takoj pokonektala, tam je bil sicer še en pes. Pa šel na vse 4 šel Pahor, ali kak? Ne, mislim pa, da je počepno. Aha, ok. V glavnem, naslednji dan je bil Šark najbolj znan pes v Sloveniji, kajti gospod Pahor je na svojem Instagramu napisal, pa pravijo nekateri, da me še pes ne povoha, pa pogledajte, kako rad me ima. In ga je Šark lepo obliznil. In koliko let ga že imaš? Šarka imam 5 let. Star je pa koliko? Toliko je star? Ne, Šark je bo pa že 9 drugo leto, da je 8 bil. Zanimivo pa je, da je skoten na isti dan, ne sicer leto, ampak dan, ko je bil rojen moj pokojni bratec. Se pravi, da je to neke vrste tvoj bratec. Ja, Šark, ti si njegov bratec, kako on miga z repekom. Kje si? Ja, kako on miga z repekom. V glavnem, nič, Sebastijan, moj dragi, jaz mislim, da smo v tem pogovoru obdelala vse, kaj treba. Tudi Šarka smo imela zraven, tudi tvojo čudovito Alenko, nam zdaj nam maha, pa veš, da je zgoraj brez. To si vedel, da je ona več čas zgoraj brez? Ne. No, zdaj ti povem, da je, ne? Nisi vedel tega, ne? Ne. No, zdaj veš, ne? Nič tako, torej, dame in gospodje, vse ima kaj pokazati. Ok, to je bil Sebastijan Kamenik, bom rekel, moj dober prijatelj in en zelo fajni človek in mislim, da si je zaslužil ta krasni intervju. Dovoli še nekaj. No, reči. Sam da še pozdravim enega najnega skupnega prijatelja, ki ga pa moram pozdraviti. Veš, nekoč sem razmišljal, če dajo nekomu ime, a to ime kaj pomeni, ne? Pa sem razmišljal, ker je glih en intervju pred mojim, Dušan. Naš prijatelj Dušan Konda, ne? Dušan Konda, da ga pozdravim. Prve 4 črke pomenijo duša, ne? Bravo. In on je duša od človeka in če je komu bolj paše to ime kot njemu potem. Se pravi, celo bolj mu paše kot carju Dušanu, temu srpskemu carju, kaj je bil pred mnogimi leti. Do Kondi še bolj paše to hoče reči. Konda je duša od človeka in zato je Dušan pisano z veliko in ga moram tudi pozdraviti. Res bi mi bilo krivo, če ga ne bi. Ok, hvala lepa in lepo zdrav.